Dober dan in lep pozdrav. Trenutno poročilo iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru je takšno, da zdravimo 135 bolnikov, vendar se razmere ves čas spreminjajo. Od tega jih je 27 na umetnem mehanskem predihavanju. Govorim seveda o COVID bolnikih in pa seveda začeli smo COVID bolnike nameščati tudi v pljučnem oddelku, to je naša dislocirana enota, tega vsi ne vedo, tam jih imamo v tem trenutku 21. Razmere se pa zelo hitro spreminjajo. Sam sem recimo pred pol ure sprejel bolnika na žilno kirurgijo, ki je COVID pozitiven, pa tega sploh vedel ni. In to govorim zaradi tega, ker se moram na tem mestu zahvaliti vsem, ki delajo v tej ustanovi, da ta pritisk seveda vzdržijo. Povedati je namreč treba, da imamo tudi mi, kot tisti, ki delamo v tej ustanovi, tudi težave, nekateri nam tudi duševno popuščajo, kar je normalno pod temi pritiski, in se jim moram na tem mestu še enkrat, in to ne bo dovolj, posebej zahvaliti, da ob takem naraščanju števila bolnikov ustanova še vedno deluje tako, kot se spodobi. Sedaj pa seveda pričakujem vprašanja. Hvala lepa. Včeraj ste začeli dokazati z nameščanjem bolnikov tudi na pljučni oddelek. Koliko jih je že sedaj tam hospitaliziranih in kakšne so razmere skoraj za zdravljenje? V tem trenutku je hospitaliziranih 21 bolnikov na pljučnem oddelku, najbrž jih bo še več. Razmere so prirejene zdravljenju COVID bolnikov in tja nameščamo bolnike, za katere ocenimo, da v tem trenutku ne potrebujejo ali pa ne bodo potrebovali umetnega predihavanja, vendar smo uredili logistiko, tako da jih lahko v hipu pripeljemo v osrednjo ustanovo, če bi potrebovali intenzivno zdravljenje. Ocenjujete, da bo nastanitvenih kapacitet dovolj, glede na to, da se približuje vrhunec drugega vala? Ves čas se sicer prilagajamo, trenutne projekcije so nekoliko drugačne kot to, kar mi čutimo, tako da jaz sam osebno ne bi rekel, da se nam približuje vrhunec, ker lahko se nam zgodi še tako imenovani tretji val decembra, januarja, februarja in kapacitete sproti prilagajamo, tako da iz dneva v dan tudi prirejamo oddelke, združujemo oddelke, premeščamo zdravstvene delavce. Če želite, ves čas smo v obratu, zato da lahko zagotavljamo zdravstveno oskrbo tistim, ki jo potrebujejo. Ventilatorji, nekaj ste si izposodili, nekaj dobite iz blagovnih rezerv, za koliko časa pa bo to zadoščalo? Z ventilatorji so v tem trenutku nekaj težav zopet z dobavami iz tujine, čeprav so bili pravočasno naročeni. Tako da si ustanove med seboj pomagamo, ne da smo si samo mi sposodili, tudi mi smo jih posodili, ampak glavna težava ne bodo naprave. Glavna težava v tem trenutku so ljudje, ki so preobremenjeni zaradi tega, ker nam izjemno veliko ljudi manjka. Veliko nam jih manjka zaradi tega, ker so v karanteni, veliko nam jih manjka, ker dejansko so šli v stalež. Ta izpad ustrezno izobraženega osebja je naš največji problem. Ves čas lahko poslušamo v Sloveniji, kako se nismo pripravili na ta drugi ali tretji val. Mi lahko vse pripravimo, postelje, prostore, karkoli pa že, ampak v teh 3 mesecih ni mogoče ljudi usposobiti, recimo, da bi delali z mehansko ventilacijo ali z drugimi zelo zahtevnimi, recimo medicinskimi postopki. To je največja težava, je izpad izvrstnega, uspešno, dejansko izšolanega osebja. Torej opreme bo dovolj, tudi monitorjev, črpalke, to ne bo problem? Oprema sproti prihaja, če je potrebno, to ne bo problem. Problem še enkrat so ljudje, ki so ustrezno izobraženi, ki imajo ustrezne izkušnje za zdravljenje tovrstnih bolnikov. Ob tem pa seveda ne smete pozabiti, kar ves čas pozabljamo, da moramo zdraviti še ostale bolnike in da je osebje zelo težko premeščati, ker to, kar vedno rečem, težko je pluti med Scilo in Karibdo, zdravljenja ostalih bolnikov in zdravljenja seveda tudi COVID bolnikov. Še posebej zaradi tega, ker COVID bolniki zahtevajo povsem drugačen pristop, da o izolacijah sploh ne govorim. Kakšno je razmerje med bolniki, ki zapuščajo bolnišnico, pa pridigo?
Priliv je mnogo večji, kot je seveda število bolnikov, ki bolnišnico zapuščajo. To je zdaj že znano dejstvo, da zdravljenje COVID bolezni traja nekajkrat dlje kot zdravljenje drugih bolezni, še posebej na enotah za intenzivno terapijo, kjer lahko takšen bolnik leži tudi do 3 tedne ali več. Imate tudi pomoč morda kadra iz drugih bolnišnic, pa katerih? Bolnišnice zelo dobro sodelujemo med seboj, želeli bi si pa seveda nekoliko večje pomoči, še posebej, ko gre za kader zdravstvene nege, tam, kjer se zdi, da ne bo nesporazuma, ne želimo konfliktov, ker se zdi, da morebiti pritisk ni tako velik, kot je sedaj na bolnišnice. Kje ocenjujete, da bi to bilo? Recimo v Ljubljani pomaga zdravstveni dom Univerzitetnemu kliničnemu centru v Ljubljani in mislim, da sem s tem dovolj povedal. Osebno varovalno opremo sproti naročamo po modelih, ki jih seveda recimo izračunava Deloitte ali pa Inštitut Jožef Štefan. Te krivulje strmo naraščajo, bolnikov, ki prihajajo, dejansko niti najbolj pesimistični modeli tega niso napovedovali, tako da jo sproti naročamo. Zaenkrat se zdi, da jo imamo za 3 tedne, vendar prihaja, tako da ne verjamem, da bodo tukaj večje težave pri osebni varovalni opremi. Še enkrat, večje težave so pri izpadu ljudi, ki znajo s temi bolniki iti naokoli. Pa ste sicer preko čez poletje naročali tudi kaj teh ventilatorjev, pa druge monitorje, črpalke, samo UKC ste se, ne vem, pripravljeni? Pripravljeni smo bili na to in smo to naročali in ta oprema zdaj počasi prihaja. Težave so pa pri logistiki, vedeti morate, da se je zaprla Nemčija, ki ima seveda omejitev gibanja po noči, recimo, da to tako imenujem, Avstrija enako, podobno lahko vidimo v Italiji, zaradi tega se pojavljajo težave pri logistiki. Če ni več nobenih vprašanj, hvala lepa, da ste prišli. Dobar dan vsem. Mislim, da je že direktor pravzaprav vse povedal. Jaz bi mogoče samo še enkrat poudaril to, da se v naši ustanovi v tem trenutku zdravi 500 najtežjih bolnikov, ki niso COVID bolniki in ki nujno potrebujejo bolnišnično zdravljenje. To so najtežji karcinomski, nevrokirurški, kardiokirurški bolniki, ki v domačem okolju gotovo ne bi preživeli. Skratka, skrbimo za teh 500 ljudi, kot je direktor že povedal, pa v tem trenutku zelo narašča število COVID pacientov. Dnevni prirast je okrog 10 do 15% več pacientov imamo vsak dan napram prejšnjemu dnevu. Kot ste slišali, odprlo se je pljučno Pohorje, oddelek za pljučne bolezni na Pohorju, tam je vsega skupaj kapaciteta približno 50 postelj, vendar smatram, da bo v roku nekaj dni, morda 3-4 dni, to premalo. V tem primeru bomo odprli dodatne kapacitete znotraj kliničnega centra, glede na potrebe. Pričakujemo, da bomo morali odpreti postelje vsaj še na 2 oddelkih. Ja, veste, to je na oddelku za žilno kirurgijo in oddelku za nevrokirurgijo v tem trenutku. Kaj to pomeni za druge paciente, glede to, da bo že koliko potem 5 oddelkov? Da, to pomeni dodatno prerazporejanje kadra. Kot veste, v tem trenutku še zmeraj zdravimo vse paciente, ki so k nam napoteni za stopnjo nujnosti zelo hitro in pa karcinomske bolnike. Če bo prišlo do zasedanja teh postelj na dodatnih oddelkih, bo najverjetneje prišlo vse za krajši čas do krčenja teh programov. Skratka, zna se zgoditi, da bomo tudi pri karcinomskih pacientih morali programe prekiniti za kak teden. Tega si ne želimo, ampak morda bomo v to prisiljeni. Koliko operacij sicer zdaj dnevno uspete opraviti? Opravimo seveda vse urgentne operacije, tako v dežurni službi kot v dopoldanskem terminu in pa opravimo tudi vse operacije za karcinomske paciente. Ocenjujem, da je takšnih operacij dnevno med 20 in 30. Točne številke sicer danes nimam, ampak lahko vam s tem postrežemo kasneje. Vse onkološki inštitut oziroma onkološki oddelek deluje normalno, nemoteno do tega trenutka. Hvala lepa.